Danes začetek nove sezone na celjskem letnem kopališču. Celjski Lions in Rotary klubi odkrili skupno obeležje. Slovenske košarkarice v Zrečah opravljajo predzadnji ciklus priprav na Evropsko prvenstvo. Robi Koren z novo sezono, novi član strokovnega štaba nogometnega kluba Celje. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni in vabljeni k spremljanju dogodkov dneva. Danes opoldne se je začela letošnja sezona na celjskem letnem kopališču. Prvi dan je bilo kopanje brezplačno, cene vstopnic pa se v primerjavi z lansko sezono niso spremenile. Po lanski obsežni obnovi letos novih večjih naložb z izjemo novih igral v otroškem kotičku niso izvedli. Celjsko letno kopališče se ponaša z dolgo tradicijo. Kopališče vsa ta leta nudi prostor za osvežitev in druženje in nova sezona se je začela prav danes. Upam, da nas bo letošnje poletje obdarilo z lepimi visokimi temperaturami, se pravi čim manj dežja, čim več sonca. Potrudili se bomo, se pravi z naše strani, da bojo naši obiskovalci zadovoljni, kot prvo s kopalno vodo. Naj poudarim, da imamo tudi v lanskem, tako kot tudi seveda v letošnjem letu ogrevano kopalno vodo. Voda bo nekje od 26 do 27 stopinj Celzija v velikem olimpijskem bazenu in pa nekje 29 do 31 stopinj v malem otroškem bazenu. Vsekakor bo tudi v letošnji sezoni poleg vseh animacijskih programov na možnost tudi veliko pestre športne vsebine, od odbojke na mivki, košarke, mini nogometa, badmintona, tako da upam, da bojo naši obiskovalci zadovoljni. Cene za vstop na kopališče ostajajo enake lanskim. Cenik je objavljen tudi na spletni strani letnega kopališča Celje. Prav tako je enak obratovalni čas kopališča. Bazen bo v mesecu juniju odprt od 10. do 19. ure, v mesecu juliju in pa avgustu pa vse od 9. do 19. ure, med vikendi tako kot pretekle leta do 20. ure. Načeloma pa bo kopališče obratovalo, se pravi od danes 10. junija pa vse nekje predvidoma do 13. septembra, vkoliko bodo seveda temperature to dopuščale. Poleg kopanja in drugih športnih aktivnosti na celjskem kopališču ponujajo tudi možnost okrepčila v baru ob samem kopališču. Poskrbeli pa so tudi za čisto nova otroška igrala. No, že 12. leto zapored pa organizirajo počitniške aktivnosti za otroke. Te bodo potekale od pričetka, se pravi od pričetka meseca julija, od 1. julija do 23. avgusta, 8 terminov. Termini bodo potekali vse od 7. ure, se pravi sprejema otrok, do 16. ure. V program so seveda vključeni poleg prehrane tudi pestre športne vsebine, kot prioriteta plavanje, vsebine juda, plezanja, tako da upam, da bodo otroci veseli, kajti vse več je otrok, tako da tudi starše vljudno vabimo, da otroke vpišejo, kajti prijave so omejene. Poleg tega seveda pričakujemo tudi sobotne in nedeljne ustvarjalne delavnice na našem kopališču, zabavni programi, seveda spuščanje na adrenalinskem akvaganu in toboganu, tako da bo pestro dogajanje. Lions in Rotary, humanitarni klubi, ki delujejo v mestni občini Celje, so v soboto odkrili obeležje, ki na Mariborski cesti obeležuje njihovo delovanje v knežjem mestu. Klubi, ki sicer delujejo samostojno, so tako presegli ozko delovanje znotraj klubov in dokazali, da se znajo povezovati. Gre za prvo takšno obeležje v Sloveniji in Evropi. Ideja o povezovanju je stara že več let. Eden od njenih prvih korakov je zagotovo skupna vsakoletna tržnica humanitarnih klubov. Postavitev obeležja pa je še ena nadgradnja sodelovanja. Obeležje Tri celjske zvezde je ponos Celja, ponos celjskih iz 15. stoletja, ponos dobrodelnih klubov Lionsov in Rotarjev in vseh tistih, ki damo svojo energijo in ljubezen do sokrajanov, ki živimo v Celju. V preteklih 20 letih smo naredili več kot 3,5 do 4 milijone evrov sredstev in prav je, da vsi obiskovalci, ki vstopajo v mesto jedro, opazijo, da smo tle prisotni, da delamo dobro, da pokažemo, da smo vzor vsem ostalim in prav je tako. Naj vedo tudi rodovi za nami in naj se deluje po tem, da mesto nikoli ne bo primanjkovalo posluha
za dobrodelnost, posluha za dobra dela, saj več kot daš, več imaš. Povezani smo lahko mnogo močnejši in uspešnejši kot vsak posamezni klub, so poudarili ob odkritju obeležja. Prepričan sem, da humanitarne organizacije v humanitarnosti ne sme biti konkurence, ampak samo sodelovanje, veliko srce in le to nas pripelje k temu, da res naredimo tisto, kar govorimo, da smo tisti, ki znamo pomagati tistim, ki pomoč potrebujejo. Ponazarja tri zvezde Celja, ki znajo med sabo sodelovati. Mi smo z Rotarijanci, z člani Rotary kluba speljali veliko akcij skupaj, računamo, da imamo še več in tudi s prisluhom mestne občine Celje smo speljali kar nekaj tega in projekt, na katerega smo najbolj ponosni in ga dajem v vseh krajih Slovenije, ker projekt širim za vzgled, je projekt donirane hrane, ki ga peljemo skupaj z Zavodom Socio in skrbimo skupaj za več kot 100 družin tedensko. Postavitev obeležja je podprla tudi mestna občina Celje. Mestna občina Celje ima velik čut za sočloveka, predvsem za te, ki so pomoči najbolj potrebni. In to se mi zdi ena čudovita priložnost. Zakaj? Združili smo se vsi in pokazali smo svojo srčnost in dobroto, ki jo Celjani premorejo. Oba dva kluba, potem pa tudi naša mestna občina Celje oziroma lokalna skupnost in se mi zdi, da je to en čudovit dogodek. Pokažemo, da smo srčni, dobri ljudje, pa kaj je še to lepo, ker je postavljeno na čudovitem območju, ob Popadnici, ob vstopu v naše lepo knežje mesto in bodo tudi tisti, ki pridejo samo na obisk, videli in opazili, da tu živijo srčni in dobri ljudje. Obeležje, ki zdaj obiskovalce Celja pozdravlja ob vstopu v mesto na začetku Mariborske ceste, je prvo takšno skupno obeležje Lions in Rotary klubov, tako v Sloveniji kot tudi v Evropi, najverjetneje pa kar na svetu. Slovenska ženska košarkarska reprezentanca je včeraj v Zrečah začela predzadnji ciklus priprav za nastop na Evropskem prvenstvu, ki se bo 27. junija začelo v Srbiji in Latviji. Slovenke bodo konec tedna odigrale 2 prijateljski tekmi proti izbrani vrsti Slovaške. Pred zadnjo pripravljalno tekmo v Sloveniji našo izbrano vrsto čaka še nekaj treningov v Zrečah, kjer varovanke trenerja Damirja Grgiča opravljajo 3. ciklus priprav. Prvega so na Rogli, drugega v Laškem. Priprave pa še naprej potekajo nemoteno in v odličnem vzdušju. Mislim, da poteka v tem trenutku res vse pod kontrolo. Sedaj smo se zbrali tukaj v Zrečah, čaka nas še zadnja tekma pred domačim občinstvom, konec tedna v Škofji Loki. Zaenkrat poteka vse pod kontrolo, mogoče par manjših poškodb, vendar, tako kot se rekel, lahko sem zadovoljen s pripravami. V uvodu priprav je bil poudarek na kondicijski pripravljenosti, zdaj pa naša reprezentanca že pospešeno pili taktično pripravo, potem ko se Evropsko prvenstvo že nezadržno približuje. Pa v tem trenutku smo veliko več dali poudarka samemu napadu kot obrambi, kar je tudi vidno na samih tekmah. Dobivamo kar veliko število košev, pa vendar 3 zmage, 1 poraz. Mislim, da kaže na to, da smo v formi, da prihajamo počasi v formo, da vemo, kaj želimo in sedaj edino, kar nam preostane še par različic obrambnih potrenirati in potem, da nekako ulovimo tisto pravo svežino pred samim Evropskim prvenstvom. Tako trenerski štab reprezentance kot same reprezentantke na vsakem koraku kažejo izjemno povezanost, saj je vzdušje naravnost fantastično. To je eden izmed velikih plusov naše izbrane vrste. Ja, tako kot venomer govorim, družinsko nekako vzdušje v reprezentanci, res se dobro razumemo, res je dobra klapa, dekleta lahko samo pohvalim in upam, da bo temu tako tudi na samem Evropskem prvenstvu in do Evropskega prvenstva. Pred začetkom priprav se je Slovenija ubadala z nekaterimi poškodbami, tiste igralke, ki jih ima na voljo selektor Grgič, pa se zdaj brez večjih težav vsakodnevno potijo in pripravljajo na vrhunec letošnje sezone. Nekaj poškodb, nekaj odpovedi, vendar se ne oziramo na to, niti ne omenjamo igralk, ki v tem trenutku ni. Fokusirani smo na vsa dekleta in pravzaprav lahko rečem samo hvala dekletom, ki so prišla in ker vzdušje, tako kot se rekel, je odlično in samo na to smo skoncentrirani. Zdi se, da malce euforije se že vidi, predvsem med navijači. Na vseh tekmah so vas lepo podprli, vsi že nestrpno čakajo na prvenstvo, verjetno tudi vi.
Sigurno, da vsi čakamo, tako da navijače lahko samo pohvalim, res vsi pričakujemo, da jih bo kar nekaj prišlo tudi na samo prizorišče Evropskega prvenstva v Niš in pa upam, da kasneje tudi v Beograd, če bomo imeli možnost, tako da še enkrat zahvala vsem. Slovenijo prva tekma Evropskega prvenstva v Nišu z Madžarsko čaka 27. junija. In kaj lahko ustavi Slovenijo? Ne, mislim, da Niš nas ne ustavi. Do uvodne tekme naših košarkaric tako ostaja še natanko 17 dni. Nogometaši Celja so se pred pričetkom priprav na novo tekmovalno sezono 2019-2020 včeraj zbrali na uvodnem sestanku z vodstvom kluba. Udeležilo se ga je 25 nogometašev, med njimi seveda ni bilo najboljšega celjskega igralca zadnje sezone, Rudija Požege Vancaša, ki je tik pred koncem lanske sezone okrepil moštvo Maribora. V vodstvu celjskega kluba so v odmoru med sezonama okrepili strokovni štab, ki se mu je pridružil nekdanji nogometaš kluba Robert Koren, ki naj bi predstavljal vez med šolskim nogometnim centrom in članskim moštvom. Konec tedna bodo Celjani, ki jih bo tudi v novi sezoni vodil trener Dušan Kosič, odigrali prvo pripravljalno tekmo. Tekmec na štadionu z Dežele bo madžarski državni prvak Ferencvaroš. Jutri bo sprva pretežno jasno, sredi dneva in popoldne pa delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Nastale bodo krajevne nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, najvišje dnevne od 27 do 33 stopinj Celzija. V sredo in četrtek bo sončno in vroče. Vrot začetek novega tedna, torej hvala, ker ste bili z nami in nasvidenje. Thank you.